Moje ime je Boštjan Mali, prihajam iz Gozdarskega inštituta Slovenije. Na inštitutu vodim projektne aktivnosti v sklopu projekta Care for Climate. To je projekt LIFE, ki ga sicer vodi Ministrstvo za okolje in prostor in pokriva praktično vse sektorje, ki so pomembni z vidika zmanjševanja emisij. No, na našem inštitutu pokrivamo sektor raba zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstvo. Sektor je bil kot tak zdaj vključen med podnebne cilje. Trenutno je uredba, ki pokriva to področje, v reviziji oziroma kmalu nas čakajo že pogajanja s komisijo oziroma državami članicami. No, tale delavnica trajnostna raba prostora je v bistvu druga po vrsti v seriji mnogih delavnic, ki jih bomo izvedli v okviru projekta. V okviru tega imamo 6 tematskih področij, no, in ena od teh je tudi tale delavnica danes. Pred enim mesecem smo imeli prvo delavnico, kjer smo obdelali kmetijska tla, se pravi, kateri ukrepi prispevajo k povečanju zaloge ogljika v tleh in pač posledično blaženju podnebnih sprememb. No, danes bi se pa z vami radi pogovorili, kaj bi bilo pomembno narediti na področju prostorskega načrtovanja. Veseli me, da ste danes z nami deležniki iz različnih področij, tako odločevalci kot nevladne organizacije, učitelji, izobraževatelji in v bistvu drugi akterji. Želim vam uspešno delavnico, ne bi preveč dolgovezano, in kar predajam besedo današnjim trenerjem. Se pravi, to so kolegi iz podjetja Zavita, ki bodo predstavili ta prvi plenarni del in tudi podali neke uvodne, tako imenovani hišna pravila, no, da se bomo čim bolj organizirali za tole delavnico. Pa Matjaž, ti kar predajam besedo. Hvala lepa, če užgeš mikrofon, je tudi lažje vi, ki slišite. Dober dan tudi z naše strani, vsem skupaj. Moje ime je Matjaž Hermelj, prihajam z podjetja Zavita in mene je nekje doletela ta čast ali pa naloga, no, da temu tako rečem, da ne bi pripravil eno uvodno predstavitev. Jaz bi predlagal tako, da ta del ne bi trajal približno 1 uro, no. Da bi v začetku jaz šel čez mojo predstavitev, potem pa, da se na koncu moje predstavitve v chatu napišete vaše vprašanja in bi potem imeli eno tako kratko diskusijo na to temo. Namreč dosti nas je in zaradi tega ne bomo mogli imeti delavnice organizirane na to, da bi se vsi oglašali direktno glasovno, no. Tako da Gal, ki spremlja naše srečanje, bo pogledal ta vprašanja in bo posredoval, zgrupiral in tako naprej, če se strinjate. Druga stvar je, da prosili smo vas, da se prijavite, da probate poiskati čim boljšo povezavo, zaradi tega, ker bomo poleg Zooma imeli še nekaj dela v drugem spletnem okolju. Ta navodila sledijo na koncu te moje predstavitve, bo Klemen prevzel in to predstavil. Za to, da bomo pa vsi lahko bolj spremljali srečanje, bi pa prosil, da na začetku zdaj vsi ugasnete kamere, da bomo v bistvu lahko imeli sprejem pri vseh čim boljši, no. Zdaj, če grem na samo predstavitev, moja naloga je, da naredim nekje uvod v trajnostno rabo prostora, njeno načrtovanje v kontekstu blaženja podnebnih sprememb. Tukaj sem zadevo morda malo provokativno zastavil, predvsem zaradi tega, ker mislim, da na tem področju naredimo premalo, da ne izkoriščamo vseh stvari, ki jih imamo na voljo, vse potenciale, ki jih imamo na voljo,
in da se dostikrat skrivamo za nekimi morda zakonodajnimi omejitvami ali pa čem podobnim. Skratka, današnja delavnica je namenjena temu, da poiščemo čim več rešitev, čim več stvari, ki bi jih lahko potem konkretno speljali v prakso. Pa če morda gremo pogledati, kaj mislimo pod trajnostno načrtovanje in rabo prostora. Trajnostno načrtovanje bi moralo prispevati k učinkoviti rabo prostora kot naravnega vira. Zdaj, če pogledamo samo podatke za zadnjih, rečemo 30 let od naše osamosvojitve, kaj se z našim prostorom dogaja, lahko ugotovimo, da smo ga veliko prostora kot naravnega vira urbanizirali, da ti posegi niso bili vedno najbolj pametni in da bi lahko verjetno kakšno stvar, če bi jo bolj načrtovali, tudi bolj smiselno speljali. Pa ne vem, ne bi zdaj o konkretnih primerih, ampak že to kaže, kakšen delež območja smo pozidali v zadnjih 30 letih, kaže na to, da s prostorom kot naravnim virom ne gospodarimo najbolj trajnostno. Zdaj, druga stvar je pa tudi, da bi moral prispevati k blaženju podnebnih sprememb s zmanjšanjem potreb porabe energije in pa povečanjem ponorov. Tukaj lahko ugotovimo, da imamo srečo, da imamo gozdove in da imamo velik delež gozdov, ki pomenijo največji ponor v Sloveniji, da pa se v drugih sektorjih v bistvu do ponorov do zdaj z njimi nismo kaj dosti ukvarjali. Če pa gremo na to, kaj so podnebne spremembe, pa lahko pridemo do enega zelo pomembnega zaključka, da pa končno nimamo več skeptikov o tem, da se podnebne spremembe dejansko dogajajo. Če bi pogledali 10 let nazaj, je bilo večina ljudi tudi na odgovornih položajih še vedno bila prepričana, da so to samo neki manjši vremenski dogodki, ki se občasno pojavljajo in tako naprej, da pa to nima nekih posledic za človeštvo ali pa za dogajanje v našem okolju. Zaradi tega so tudi vse aktivnosti, ki so bile do zdaj izpeljane za zmanjševanje vplivov podnebnih sprememb, so bile prepočasne. In tudi samo prilagajanje na podnebne spremembe je predvsem tehnične narave. Se pravi, mi smo si naredili dosti ukrepov, na primer v prostorskem smislu, če pogledamo, delamo intenzivno na poplavni varnosti, na primer, da se prilagodimo na to, ker imamo vse večje poplave. Se pravi, delamo na tehničnih ukrepih, kako nas same zavarovati pred tem, da nam podnebne spremembe ne bodo delale prevelikih preglavic. Premalo pa delamo na tem, da bi v bistvu zmanjšali naše vplive na to, da se podnebne spremembe dogajajo. In kakšen je naš odziv? Če pogledamo občinske prostorske načrte, vse bolj zaostrujejo neke pogoje gradnje, se pravi, zdaj končno smo prišli do tega, da na primer res ni fajn graditi v poplavnih območjih, pa še to v bistvu ni. Na primer, je še vedno pogosto pri prostorskem načrtovanju so zelo žolčne razprave o tem, ali res ne smemo posegati v poplavna območja, ali res ni fajn, ali res ne bi, saj so samo majhne poplave ali pa srednje poplave, pa saj samo majhna površina. Saj to ne pomeni velikega vpliva na neko širše območje. Ja, v bistvu nismo še pripravljeni se prilagoditi temu, da v bistvu dejansko porabljamo zdravo pamet. Druga stvar je, da se zakonodaja spreminja v smislu nekih zahtevnejših tehničnih pogojev. Tukaj mislim predvsem na to, da se spreminjajo pogoji za gradnjo objektov, spreminjajo se pogoji za
ne vem, izpuste toplogrednih plinov in tako naprej. In zaradi tega se seveda pol tudi razvijajo nove tehnologije. Ampak seveda to je vse v smislu temu, da mi ostanemo v našem trenutnem obdobju, ga morda še malo povečujemo sami, ne, pa dejansko kot družba nismo pripravljeni narediti veliko ali pa ne naredimo praktično nič, ne. Praviloma smo zelo reaktivni, ne proaktivni, se pravi, mi se nismo pripravljeni odreči nekim dosežkom, da rečem temu, našega standarda, ne, ki bi ga morali spremeniti zaradi tega, da bi zmanjšali naše izpuste oziroma da bi naredili nekaj pozitivnega za to, da se zmanjšajo vplivi na podnebne spremembe. Se pravi, zelo redko, ne, ampak včasih pa res upoštevamo tudi zdravo pamet pri teh naših načrtovanjih. In zaradi tega nam v bistvu še vedno imamo pri trajnostni rabi, se pravi, nam nastajajo betonske oziroma zelene puščave, ne. Se pravi, tukaj ali gre za to, da naredimo neke betonske soseske, ki nimajo praktično nič zelenih površin, po drugi strani pa tudi zelene površine velikokrat izgledajo kot zelena puščava, saj praktično razen zelenic na njih ne pustimo, da bi se kaj drugega pojavilo. Vztrajamo pri nekih obstoječih standardih za trajnostno mobilnost, čeprav vemo, da to ni več zdržno in da bi morali te zadeve nadgraditi. In skratka ne izkoriščamo obstoječe potenciale, kako zmanjšati vplive našega delovanja ali pa rabe prostora na podnebne spremembe. In kar se tiče razumevanja in ozaveščanja, pač to prispeva k temu, da ignoriramo procese, ki se okrog nas dogajajo, šele potem, ko nas praktično udarijo, šele takrat se pa začnemo zavedati, da pa morda nekaj, kar smo počeli, ni bilo najboljše. Tukaj mislim, ali pa sem zelo prepričan, da je ozaveščanje tisto, ki bo v prihodnje zelo pomembno za to, da se aktivacija ljudi, da bo zelo pomembna za to, da se mobilizirajo stvari in da se začne aktivno ukrepati v pozitivno smer. Zdaj, jaz sem razmišljal tudi o tem, zakaj je to takšen odnos nas do tega, in sem prišel nekje do zaključka, da investitorji praktično izkoriščajo naš egoizem, ne. Če gremo pogledati, na primer, stanovanjsko politiko ali pa, dajmo pogledati stanovanja, na primer, pa Ljubljano, v Ljubljani vsako stanovanje na novo, ki se zgradi, ga ni čisto noben problem prodati, ne. Noben se ne vpraša, kaj to pomeni za okolje, na kakšen način ali pa kje je bilo to stanovanje zgrajeno, pod kakšnimi pogoji, kakšne so posledice tega. In investitorji to seveda z velikim veseljem izkoriščajo, ker na ta način gradijo svoje dobičke in tukaj je družbena odgovornost kot vrednota praktično izginila, ne. Če pogledamo, na primer, to, da bi nekdo rekel, ne, bom pa morda naredil nekaj malo drugače zaradi tega, da ne bom škodil sosedom ali pa tako naprej, tega praktično v našem prostoru ni več zaslediti. In kaj je posledica tega, da imamo, ker ni nobenih posledic, tudi tisti, ki zgradijo nekaj, čeprav ni v skladu z zakonom in tako naprej, nimajo nobenih posledic, ampak ko pride do novega plana, se ti novi plani prilagajajo nekemu zatečenemu stanju, ne. In v bistvu se kujejo novi ukrepi, kako bomo zdaj te probleme, ki so nastali, rešili, ne. Skratka, vse to nas nekako poganja v en začaran krog, da temu tako rečem, ko v bistvu tudi dobro zastavljeni načrti se zaradi nekih slabše realizacije ali pa slabega nadzora, kako se to izvaja, v bistvu pripeljejo nekam
negativne posledice. Se pravi, nismo se pripravljeni prilagoditi novo nastali situaciji. To je nekje enostavno moj kratek zaključek, zakaj je takšen odnos. Ne? Če bi želeli v bistvu biti aktivni, bi morali sami, se pravi, vsak posameznik posebej začeti razmisliti, kaj lahko naredi, da bo temu boljše. Se pravi, to bi imeli direkten vpliv na to, da bi se sigurno spremenil odnos do prometa, da bi se začel uporabljati trajnostno mobilnost, da bi prišle zahteve do tega, da se v bistvu stvari uredijo, da bi prišlo do tega, da se poostrijo zahteve in pa nadzor na terenu nad dogajanjem in da bi se v bistvu tiste, ki to enostavno ignorirajo, začelo kaznovati in da bi se začele zadeve oziroma da bi se plani začeli izvajati. Bom kasneje pokazal par primerov, pa bomo videli, da v bistvu, zakaj jaz mislim, da je tam tako. Tako da, betonska puščava, jaz verjamem, da tisti, ki ste planerji, veste, da noben ni tega splaniral. To, kar je tukaj, ni bilo načrtovano, je pa to naenkrat ratalo v praksi. Dajmo se vprašati, zakaj jaz mislim, da je tukaj, kjer se ta območje nahaja, da je verjetno predvideno, da mora biti vsaj 20% zelenih površin. Tukaj vidimo, da jih morda zasledimo kakšen procent, pa še to v bistvu so zelo stisnjeni med avtomobile in med objekte. Zdaj, zakaj do tega pride in kako to nastaja? Imamo tukaj en drug primer, kjer taka stvar nastaja postopoma. Vidimo, da se zgradijo nekateri objekti, ki še imajo neke zelene obrobe, zelenice in tako naprej. Ampak vam lahko že zdaj povem, da je ta slika narejena bila po mojem leta 2018, zdaj tukaj že situacija ni več taka, ker so tudi te zelenice že spremenjene v parkirne površine. Se pravi, tukaj so objekti, seveda vsi objekti imajo gradbeno dovoljenje, imajo uporabno dovoljenje, so takrat, ko so bili zgrajeni, upoštevali vse normative, ampak potem se pa v bistvu zadeve začnejo izkoriščati naprej. Se pravi, to pa tako ratuje postopoma. Vidimo, da imamo neko naselje, v katerem so enodružinske hiše, ki so imeli svoje vrtove in tako naprej. Potem pa pač se najdeta dva investitorja, ki v to naselje na svojo parcelo v 100% pozidata. Sicer tukaj je verjetno bilo po gradbenem dovoljenju mišljen, da bodo vse to ostalo, kar je izven objektov, da bodo zelene površine, vendar temu ni tako. Se pravi, vse se potlakuje, vse se zbetonira in na koncu v bistvu imamo od zelene soseske, ki je nekoč bila, dobimo dejansko betonsko sosesko. Kaj to pomeni z vidika blaženja podnebnih sprememb ali pa prilagajanja na podnebnih spremembah? Pomeni to, da so se ti zelo lepo prilagodili na podnebne spremembe, tako da so verjetno na strehe svojih objektov montirali še močne klime, ki v poletnem času zelo lepo brenčijo in motijo sosednje objekte, ki jih verjetno niso rabili do zdaj zaradi tega, ker so lahko spali pri odprtih oknih in ker so imeli dovolj zelenja in dovolj nekih zelenih površin, ki so jim omogočale to, da ni prihajalo do pregrevanja. Ko se te zadeve zgostijo, praktično ratajo na ta način toplotni otoki. To je pa slika toplotnih otokov v Ljubljani, naprimer. Ta slika je narejena na podlagi satelita Landsat in je iz avgusta, mislim, da iz 14. avgusta letošnjega leta, kjer vidimo v Ljubljani, da imamo ne samo BTC, za katerega smo govorili, da imamo toplotne otoke, se pravi temnejša kot je barva, višja je temperatura, ampak da imamo tudi po drugih delih mesta že kar nekaj toplotnih otokov. In poglejmo, na drugi strani smo pogledali tudi, kaj to pomeni pozimi. In smo ugotovili, da so podobna ali pa
dejansko ista mesta, toplotni otoki tudi v zimskem času. Se pravi, v poletnem času sevajo veliko zaradi tega, ker so zbetonirana, zaradi tega, ker se toliko pregrevajo. Seveda v trgovskih centrih ali pa pri teh drugih objektih nikoli ni noter zelo vroče, se pravi, da porabijo tudi ogromno energije za to, da se prilagodijo, da je obiskovalcem teh centrov prijetno in da lahko več zapravimo. Po drugi strani pa v zimskem času zaradi slabe izolacije in tako naprej spet porabi veliko energije za ogrevanje. Pa če gremo pogledati še stanovanjske zadeve, tukaj je primer iz Šiške, kjer imamo 3 stanovanjske soseske, 2 od njih so bile grajene v 70 letih prejšnjega stoletja, ena pa v tem tisočletju že. In ugotovimo to, da lahko tiste soseske, ki imajo dovolj zelenih površin, da imajo manjše sevanje in da v bistvu je vpliv na pregrevanje večji enostavno zaradi tega, ker smo začeli z velikim zgoščevanjem sosesk in v bistvu velikimi količinami tlakovanih površin, ki so posledica tega, da želimo vse imeti urejeno in vse imeti zelo nadzorovano in zmanjševati stroške čiščenja in tako naprej. Skratka, v teh novih soseskah praktično velika drevesa niso zaželena ali pa jih ni mogoče niti posaditi zaradi tega, ker imamo spodaj garažne hiše. Velika drevesa niso zaželena zaradi tega, ker mečijo listja in motijo potem določene stanovalce, ker jim smetijo balkone in tako naprej. Skratka, imamo situacijo, ko zaradi nekih, nerazumljivih stvari za nekega človeka prihajamo do tega, da območja pregrevamo. In po drugi strani vidimo, da je tudi podobna situacija v zimskem času, kjer nam, čeprav novejša soseska, ki bi morala v bistvu imeti boljše standarde za izolacijo in tako naprej, še vedno nadpovprečno seva v okolje. No, pa pogledamo še en nov objekt. V Mestni občini Ljubljana je bil do zdaj predpis veljal, zdaj se spreminja, da je za vse strehe, ki imajo 600 kvadratov površino, je treba urediti zelene strehe. Zdaj tukaj na tem objektu, v velikem, vidite spodaj in v spodnjem desnem kotu en kvadratek oranžne barve, to je 600 kvadratov. Tukaj vidimo, da je streha precej večja od tega, ampak nima zelene strehe. Kako lahko do tega pride, pač ne vem. Povzroči pa tole, glejte. Se pravi, tukaj je dejansko direktno vplivalo na to, da je ratal toplotni otok in tudi v zimskem času zadeva nadpovprečno seva. Se pravi, če bi se tukaj upoštevale usmeritve iz občinskega prostorskega načrta, potem temu sigurno ne bi bilo tako, ker vemo, da zelena streha bistveno blaži tako pri v bistvu sevanju v poletnem času, se pravi zmanjšuje sevanje, po drugi strani tudi vpliva na boljšo klimo znotraj objekta, ga hladi in tako naprej. Ampak, ker se to je za investitorja predrago, verjetno tega ni izvedel. Po drugi strani pa zdaj se lahko spet vprašamo, kaj pa to pomeni za sosednje objekte, če vemo, da je na nasprotni strani ceste stanovanjsko območje. Vemo, da tukaj verjetno spet so gor nameščene velike klimatske naprave, ki v bistvu povzročajo v nočnem času hrup in spet zaradi tega stanovalci na drugi strani ceste ne morejo spati pri odprtih oknih. In zaradi tega tudi oni nameščajo klime in s tem v bistvu samo se vrtimo v krogu, v spirali, ki gre samo še globje.
Ampak da ne bom rekel, da imamo samo slabe primere, imamo tudi dobre primere. To sta primera naprimer 2 sosesk v Ljubljani, kjer imamo dejansko dovolj zelenih površin, kjer imamo zadeve narejene tako, kot bi bilo pričakovano v tem smislu, da delamo v skladu s tem, da blažimo podnebne spremembe. Se pravi, tukaj imamo soseske z dosti velikih zelenih površin, imamo posajena visoko drevje, ki v bistvu ima sposobnost po eni strani tudi prilagajati mikroklimo in po drugi strani tudi prispeva k ponorom ogljika v mestu in tako naprej. Ne bom dal še nekaj primerov iz drugih mest, kar se tiče mobilnosti. Če imaš infrastrukturo urejeno tako, da se kolo da uporabljati, da imaš možnost ga nekje se z njim varno voziti, potem je tudi vožnja se s kolesi zelo uporablja. Vidimo, da se v Ljubljani tudi v zadnjih časih dejansko stvari grejo na boljše, da je zmeraj več ljudi uporablja kolesa in da gre to v to smer. Seveda pa je treba urediti vso potrebno infrastrukturo. Potem pri sami gradnji, je pri reurbanizaciji pri nas reurbanizacija naredi na ta način, da se stare objekte zruši in postavi nove. Temu v tujini že dolgo časa ni več tako. Stari objekti se prenovijo, uporablja se čim več materijala oziroma tistih stvari, ki so uporabne, se jih uporabi, poskuša se ohranjati nekdanji izgled in tako naprej in se ga vključiti v nove soseske. Na ta način se zmanjšuje raba naravnih virov in po drugi strani tudi zmanjšuje se količina nastalih gradbenih odpadkov. Primer, v bistvu, kako urediti promet na način, da ne bo pomenil preobremenjevanje nekih sosed s hrupom, se pravi, otežiti dostop z avtomobili in tranzit za neke ostale uporabnike, ki znotraj sosesk nimajo kaj iskati in bi to cesto ali pa to pot uporabili samo za skrajšanje svoje poti. Urejanje v bistvu drevoredov in večjih zelenih površin tudi med sami objekti, se pravi, da imamo znotraj sosesk tudi dovolj zelenih površin in pa seveda tudi drevja, ki ima večje krošnje, ki naredi več sence in ki v bistvu naredi neke mikroklimatske otoke, kjer se lahko v poletnem času zadržuješ v senci. Potem imamo seveda tudi ozelenjevanje fasad in streh. Za mesta je to zelo pomembno z vidika zmanjševanja toplotnih otokov, ker se lahko tudi tam, kjer je bilo morda že v preteklosti preveč urbanizirano, se s takimi ukrepi da stvari precej izboljšati. Zdaj sem si sposodil nekaj stvari tudi iz interneta, zato so malo slabše kakovosti slik, ampak naprimer zelene strehe, ki niso lahko samo zelene strehe, ampak so lahko tudi se uporabljajo v kmetijske namene, se pravi ali za vzgojo zelišč ali za vzgojo kakšnih drugih pridelkov. To postaja v večjih mestih zmeraj večja priložnost. Se pravi, to urbano kmetijstvo, ki se ga umešča ali na strehe objektov ali pa tudi znotraj objektov. Tudi zelene fasade, na primer, so vedno bolj popularne. Zdaj pa, da ne bi rekli, da je to bilo v bistvu, da je to neka novejši izum, že v starih časih so se s stvarmi spopadali z vročino in tako naprej in so na strehah objektov gradili si zelene oaze. Ta slika iz Dubrovnika, kjer vemo, da je pač mediteransko območje
in da je bilo polet vroče in zaradi tega so znotraj objektov, na strehah objektov ratvale tudi take oaze, kot so tole in zelenjavni vrtovi. Ne. Se pravi, ne gre za neko novejše izume, stvari so že v preteklosti bile tudi tako zastavljene, le da se zdaj morda na novo odkrivajo in umeščajo tudi na nove objekte. Slovenija pa tudi kot zelo gozdnata dežela bi morala, po mojem mnenju, tudi več narediti na leseni gradnji objektov, ker vemo, da s tem se v bistvu, da je les ne samo zelo primeren material za gradnjo in odporen proti rečemo potresom in nekim drugim stvarem, da prek njega lahko zadržimo ogljik za dalj časa zadržan v okolju in da lahko prispeva k ponorom. Tukaj vidimo en primer Švice, sami ste potovali dosti po teh alpskih deželah in veste, da še vedno zelo veliko lesa uporabljajo za pri gradnji in na ta način v bistvu nekje gradijo na svoji identiteti, po drugi strani pa tudi prispevajo k zadrževanju ogljika znotraj ekosistema, da temu tako rečem. Zdaj, imamo še nekaj drugih primerov, ki jih ne bi zdaj zelo razlagal, ampak morda sam kot idejo, tukaj sem navedel linke do teh primerov. Eno so ponori ogljika v mestnih parkih, mislim, da so se šli to na Švedskem ali pa na Finskem, nekje na severu, skratka. Ideja v tem, da so pogruntali, da, ne vem, že sami ste verjetno slišali, da so že Indijanci v starih časih uporabljali oglje za to, da so izboljševali rodovitnost zemlje. Se pravi, oglje so dobili tako, da so ga naredili iz lesa oziroma iz neke druge biomase in to biomaso so potem primešali zemlji. To zdaj se je prenesla ta praksa, prenesla v mestne parke na severu, kjer so v bistvu iz odpadne biomase izdelujejo oglje, ki ga primešajo zemlji. To oglje v zemlji se zadržuje izjemno dolgo, prispeva k večji rodovitnosti, k zadrževanju vlage in nasploh k izboljšanju rasti dreves. Zaradi tega ima v bistvu zelo pozitivne učinke. Potem druga stvar, drug primer je na primer porozen asfalt, ki se ga lahko uporablja tam, kjer je pač seveda moramo utrjevati površine za parkiranje, ampak nam je želja vsem, da bi te stvari, da bi vodo iz teh površin ponikali. To se da z nekimi novimi ukrepi zelo učinkovito delati. In pa sadna drevesa v mestih, to je v bistvu mednarodna organizacija Trees for Cities. Zdaj tukaj imamo zelo pozitivne primere iz Amerike, ki so bile v bistvu nekatere države in mesta so bile v preteklosti zelo pod udarom podnebnih sprememb, da temu tako rečem. In v Ameriki obstajajo raziskave, da v bistvu z $1, ki so ga vložili v sadnjo dreves v mestih, so pridobili $9 na zmanjšanju stroškov zdravljenja zaradi posledic pregrevanja in tako naprej. Tako da vemo, da imajo zelene površine, drevje in tako naprej v mestih zelo velik pozitiven vpliv na samo okolje. Zdaj, da pridem počasi k zaključku moje predstavitve, kaj želimo mi doseči z današnjo delavnico. Identificirati želimo ključne tematike, ki omogočajo blaženje podnebnih sprememb ali pa prilagajanje na podnebne spremembe in na katere prostorsko načrtovanje raba prostora lahko vplivata. Se pravi,
Mi bi želeli identificirati tiste stvari, ki jih lahko praktično naredimo danes, zato da nam bo v prihodnje boljše. In po drugi strani za te tematike poiskati izvedljive rešitve, ki omogočajo pospeševanje ponorov in prilagajanje na podnebne spremembe in v končni fazi poiskati tudi pot za izvedbo rešitev prakse. Se pravi, najprej želimo identificirati, kje so tiste teme, na katerih lahko nekaj naredimo, potem kakšne rešitve uporabiti in kako jih izvesti v prakso. To bi bila naša želja, ki jo želimo opraviti z današnjo delavnico. Zdaj pa na delo. Jaz bi prosil tukaj, da če imate kakšne komentarje, kakšne pripombe, kakšne predloge, da bi zdaj jih napisali v chat, da jih potem lahko skupaj predebatiramo, preden gremo naprej na navodila za nadaljnje delo. Mogoče lahko jaz povzamem, kaj je bilo v chatu, so se pojavili že neki, torej so udeleženci posredovali določene povezave na recimo zbornik Hladna mesta za vroč projekt. Gospa z direktorata za prostor je tudi posredovala povezavo na državni prostorski red. Se je pa pojavilo tudi vprašanje, ali bi se dalo morda na strehe, če je tehnično izvedljivo, zaradi nosilnosti, torej v teh mestih, montirati solarne panele. Tako da, Matjaž, morda, če veš odgovor na to vprašanje. Ja, super. Zdaj vedno seveda se pojavlja vprašanje statike in ali je možno to, ali to ni možno in kako je možno in po kakšnimi pogoji je možno. Zdaj, jaz se strinjam, da verjetno nekateri objekti tega brez neke resne rekonstrukcije ne morejo zdržati, in da je treba verjetno neke prilagoditve narediti. Ampak če pa pogledamo po drugi strani objekte, ki so nekje v Sloveniji, na primer v zasebni lasti. Če pogledamo zdaj, če se fokusiramo na fotovoltaične panele, vidimo, da praktično na nobeni od individualnih hiš to ni problem. Na nobeni od individualnih hiš tudi ni problem montirati ne samo solarnih panelov, ampak tudi v bistvu kolektorjev za pripravo tople vode, ki je lahko tudi v bistvu eden od ukrepov za blaženje, ker v končni fazi je morda še bolj učinkovito, če za pripravo tople vode uporabimo direkt vodo iz kolektorov, kot pa da jo pretvarjamo elektriko, pa potem nazaj elektriko porabimo za pripravo tople vode. Ampak skratka, to se da. Po drugi strani je kombinacija, to pa se kaže tudi iz izkušenj v drugih državah, da je kombinacija zelenih streh in fotovoltaike zelo uspešna. Namreč tudi fotovoltaični paneli slabše delujejo, če so pregreti. In tukaj se zdaj razvijajo sistemi, da imaš na strehi zeleno streho, ker ta zmanjšuje toploto in pozitivno vpliva na fotovoltaične panele, ki v bistvu se z višjo temperaturo začnejo izgubljati na učinkovitosti proizvodne energije. Po drugi strani se pa iz teh streh tudi zbira ta meteorna voda in se meteorna voda nazaj uporablja za zalivanje teh streh, za hlajenje panelov in na ta način se učinki samo še povečujejo. Tako da, ja, da se, seveda mora biti volja in mora biti po drugi strani pa tudi neke vrste, da rečem, korenček, da ljudje se v to usmerijo. Če pogledamo, kako so se pri nas prijeli ti ukrepi za učinkovito rabo energije, vidimo, da ko so bili razviti in ko so bile razpisane subvencije, smo ljudje na to zelo hitro se vključili na to in ta sredstva učinkovito začeli koristiti in rabiti na ta način je najboljši način.
način prilagajanja, zaradi tega, ker mobiliziramo poleg državnih sredstev tudi privatni kapital. Se pravi, da povzamem, na strehe se da nameščati te stvari, seveda ne na vse objekte, sigurno pa na nove, če se to pravočasno načrtuje. Mogoče, če lahko še jaz dopolnim tukaj odgovor Matjaža Klemen Strmšnik zavite. Samo toliko, da dopolnim ta odgovor. Pri umeščanju predvsem zelenih streh na te objekte pri teži oziroma vrsti teh tehničnih rešitev zelo vpliva tudi izbira rastlin, ki jih imamo, ker se je treba tudi zavedati, da vse rastline seveda niso primerne za to vrstne rešitve, tako da tukaj je tudi en kup že različnih tehničnih rešitev na razpolago za različne klimatske pogoje, ki se pojavljajo, tudi pa nas konec koncev imamo dosti različne oblike podnebja, tako da morda samo toliko v dopolnitev Matjaževega odgovora, da boste še to informacijo imeli na razpolago. Jaz bi pa samo še tehnično, glede na to, da nas je res veliko, tako da bi prosil, da kdor ima vprašanje, da ga res, ali pa komentar, pripombe, da jih zapiše v chat, v pogovor, tako da potem na to odgovorimo. Hvala. Zdaj, jaz sem tukaj zasledil v chatu en komentar, da je že dosti tega zajetega v priročnikih državnega prostorskega reda. Zdaj, mene zanima predvsem, kako, jaz se strinjam, da to v dokumentih mi imamo, ampak mene zanima, zakaj se to ne izvaja. In kaj lahko naredimo, da se bodo te stvari začele pospešeno izvajati. Če se strinjate, se strinjam, da je to dobra stvar, da se zavedamo, da je treba, ampak kako zdaj te stvari pospešiti. Matjaž, pa gospa Stanka iz Krajinskega parka Goričko je tudi opozorila, da niso samo mesta problem, izziv, ampak da se tudi podeželje, tudi na podeželju prihaja da se urbanizira, da so te stvari, tako da tukaj je seveda tudi to treba upoštevati. Ja, se zelo strinjam, da v bistvu tudi na podeželju prihaja do teh stvari. Morda sem danes bolj izpostavil mesta, ker je ta problem nekoliko večji, ampak stvari bi bilo treba urediti povsod. V bistvu tudi na podeželju praktično povsod je treba gledati, kaj lahko naredimo za to, da bomo zmanjšali pritiske na rabo energije in pa čim več naredili v smeri tega, da zmanjšamo vplive na podnebne spremembe. A imamo še kakšno zadevo, Gal, v zvezi kakšno vprašanje ali? Jaz mislim, da ni. Vprašanj je nekaj komentarjev, nekaj pripomb tega, tako da po mojem lahko kar nadaljujemo, pa potem, če se kaj spet pojavi, se zapiše v pogovor in poskušamo priliki odgovoriti, pojasniti. Ja, morda samo to, da dejansko za zaključek ena stvar je to, kar smo govorili o rabi prostora, druga stvar je pa v bistvu s tem zelo povezana tudi mobilnost. Vemo, da je promet eden od največjih porabnikov energije v Sloveniji in tukaj moramo dejansko nekaj narediti za trajnostno mobilnost danes. In tukaj zdaj vemo, kakšni so ukrepi, kaj bi bilo treba narediti, ampak stvar je samo v tem, kdaj bomo začeli in kako bomo začeli na teh stvarih delati. Se pravi, te dnevne migracije in tako naprej, te bi bilo treba čim bolj omejiti oziroma jih urediti na način, da se koristijo neke trajnostne oblike mobilnosti. Prav, grem potem naprej.
Zdaj bi pa v bistvu vam podal navodila za prvo nalogo, no? Pa bi jaz tukaj prosil Klemena, da se vključi, pa on tukaj naprej zdaj prevzame. Hvala. Ja, hvala lepa, Matjaž. Lep pozdrav vsem skupaj še z moje strani. No, evo, zdaj še uradno moje ime je Klemen Strbšnik, ravno tako kot Matjaž prihajam z podjetja Zavita in moja naloga bo nekako koordinacija in moderacija delavničnega dela današnjega dogodka. Hvala Matjažu za tale mal provokativen uvod. Upam, da je razburkal naše misli, da bomo potem lažje sodelovali in iskali rešitve, tako kot je Matjaž predlagal tudi v tem delavničnem delu. Zdaj, glede na to, da se na žalost nismo mogli dobiti v živo, bo tole delavnico treba speljati z uporabo različnih spletnih orodij. Mi smo izbrali dve od njih. Prvo in tisto glavno se imenuje Miro. Ne vem, koliko ste že seznanjeni z to uporabo, ampak pravzaprav nam omogoča delo na podoben način, kot smo ga sicer navajeni na delavnicah, se pravi, da boste lahko v skupinah delali ob uporabi nekih posterjev ali pa flipchartov in na ta način aktivno sodelovali v tej današnji delavnici. Kar nekaj nas je, prijavljenih vas je bilo več kot 50, zdaj trenutno nas je 40 na temule klicu, tako da glede na število ljudi enostavno kakšna druga oblika je precej težje izvedljiva. Zdaj pa, kako okolje Miro deluje in kako ga boste lahko uporabili. Gre za spletno okolje, povezavo na to spletno okolje boste vsi dobili v chatu, v klepetalnici. Opozarjam že naprej, da za vstop v Miro okolje ni potreben vpis ali registracija. Če se vam zgodi, da vam vaš browser ponudi vpis ali registracijo, to zadevo mirno ignorirajte, saj boste lahko vse stvari, za katere smo pripravili vaje, počeli tudi brez registracije, tako da prosim, ni nobene potrebe po nobeni registraciji v samem Mirem okolju in lahko normalno sodelujete v povezavi, ki vam bo dana na razpolago. S klikom na povezavo, kot rečeno, ki jo boste kasneje dobili v chatu, se boste znašli v Mirem okolju, ki izgleda nekako takole. Matjaž, zdaj te bom pa prosil za naslednji slajd, hvala lepa. Približno takole se vam bo pojavil zaslon pred vami, kot rečeno, tole opozorilo za sign up for free, lahko mirno ignorirate, saj za vas ni pomembno. Če se znajdete v tem okolju, potem ste na pravem mestu in kar brez skrbi. Zdaj pa, če greva lahko Matjaž naprej, na naslednji slajd, nekaj tehničnih napotkov z delo v tem okolju. Najprej bi vas upozoril na levi rdeči oblaček, namreč ta kaže na tistole puščico, ki bo ključno orodje za vaše delo v Miro okolju. Veliko večino ostalih orodij lahko zanemarite, se jih ne boste danes potrebovali. Gre za kurzor v obliki puščice. Ko je ta kurzor v obliki puščice, vam omogoča, da izberete, prestavite in pišete na listke, ki jih boste videli pod vsakim plakatom ali pa flipchartom, ki je pripravljen. Če na ta kurzor kliknete še enkrat, se vam bo oblika kurzorja spremenila ali pa slika kurzorja spremenila iz puščice v roko. V primeru, da imate izbrano roko, boste lahko seveda zagrabili to delovno okolje in se prestavljali po prostoru v tem okolju levo in desno. Kako zoomirate? Seveda boste potrebovali tudi zoomiranje. Zoomirate tako, da stisnete tipko Ctrl in potem kolešček na svoji tipkovnici uporabite za zoom in oziroma zoom out, tako da bi delo v tem Miro okolju moralo potekati čim bolj enostavno. Še eno oblaček imamo, ta vam prikazuje tistole puščico desno zgoraj oziroma na sredini vašega bodočega zaslona. S to puščico lahko vključite ali pa izključite pregled nad delom ostalih udeležencev, ker nas je kar nekaj, se zna zgoditi, da bo ta pogled malce moteč, zato vas že zdaj opozarjamo, da jih lahko odstranite vse ostale puščice svojega pogleda, tako da enostavno kliknete na tole puščico z dvema črticama in bodo vsi ostali kurzorji zginili. Za tiste, ki smo moderatorji, pa seveda to pomembno, da vemo, če vsi naši udeleženci sodelujejo v naši vaji. Matjaž, lahko prosim za naslednji slajd. Hvala lepa. Zdaj pa še nekaj navodil. Polja se delijo v dva dela.
Ti dve polji z zeleno obrobo in belo barvo sta polji, na katerih bomo v naslednje pol ure ali pa uri delali skupaj in skupaj opravili to prvo vajo, ki se ji bomo posvetili v nadaljevanju, medtem ko so ostala polja obarvana z določenimi barvami in ta polja so namenjena za delo v skupinah. Po prvi pauzi se bomo namreč razdelili v skupine, spravili vas bomo v ločena delovna okolja tako na Zoomu kot v Miru in tam boste lahko seveda mirno delali potem na tistih posterjih, ki bodo označeni z barvo vaše skupine. Na vsakem posterju so seveda zapisana navodila za delo pri posamezni vaji, pod samim posterjem se pa nahajajo listki, ki delujejo na princip post-ita, se pravi samolepilnih listkov, ki ga, kot sem že rekel prej, s kurzorjem izberete, prenesete v polje, v plakat, tam, kjer bi radi dodali svojo idejo, svojo pripombo, svoj predlog in seveda s tipkovnico mirno vpišete noter besedilo, ki ga želite vpisati. Matjaž, lahko naslednje? Ne, kar pa ima en slajd nazaj, se opravičujem, tukaj bomo zdaj zaenkrat končali. Zdaj bi pa jaz predlagal tako, če je kakšno pomembno vprašanje povezano z navodili, ga zapišite zdaj v chat, lahko počakamo še kakšno minutko, če ima kdo kakšno vprašanje glede teh tehničnih navodil, kajti če ni tega, vam bom v nadaljevanju z vami delil link v chat okolju in vas potem prosil, da si vzamete 5 minut ali pa morda 2-3 minutke, da si vzamem, da boste vsi v to Miro okolje z uporabo tega linka seveda lahko prišli. Evo, jaz sem ravno kar vnesel link v chat, chat odprete, kliknete link in bi vas vaš avtomatični browser moral odpeljati v Miro okolje. Vidim, da se vas je že kar nekaj pojavljalo tukaj noter in zdaj vsi tisti, ki ste tukaj, bom zelo vesel, če se mi boste pridružili tukaj na prvem okvirju, tako imenovani frame 1, kjer piše hitri napotki za delo v Miro okolju. Tako bom preveril, če ste uspeli aktivirati svoj kurzor in se mi pridružiti potem, če se uspete premikati po svojem okolju. Se lahko dobimo na prvem plakatu hitri napotki za delo v Miro okolju? Evo, super, večina vas je že uspela, nekaj vas še išče po drugih delih zaslona, če se nam lahko kar pridružite. Vidim pa tudi, da vas je približno polovica zaenkrat uspela priti noter v Miro okolje. Glede na to, da nas je 36 zaenkrat prijavljenih na Zoom okolju, predlagam, da pridete sem. Še kakšnih 10 vas ima težave, ima kdo kakšne težave z vhodom v Miro okolje? Če imate kakšne težave, nam napišite v chatu. Nekdo je zamudil. Še enkrat poudarjam, v chat smo dali link za Miro okolje. Kliknete na link in se povežete v Miro. Ko se znajdete noter, imate na levi strani zaslona kurzor s puščico, ki ga kliknete, da se boste lažje potem premikali po prostoru in sodelovali z nami. Ok, nekako 23 nas je tukaj, zdaj bodi si je 10 tistih, ki so prijavljeni sicer na našo delavnico, trenutno neaktivnih, pa se nam bo pridružili kasneje. Jaz predlagam, da počakamo še kakšno minutko, da si vzamemo, ker čas imamo, se nam namedi, vidim, da še novi prihajajo, super. Ja. Počakamo še kakšno minutko, potem pa predlagam, da enostavno začnemo s prvo vajo v Miru. Tako da morda, Matjaž, ta čas te lahko prosim, da lahko daš naslednji slajd za navodili za delo za prvo vajo. Super, hvala lepa, Matjaž. Zdaj bom prosil vse tiste, ki ste pridno raziskujete Miro okolje, da se prestavimo na praktično vajo 1. Lahko si pozamirate, da boste malo bolje tudi videli stvari.
Prva vaja, kot je že Matjaž najavil, bi bila identifikacija tistih ključnih tematik, ki nam omogočajo blaženje podnebnih sprememb ali pa prilagajanje na podnebne spremembe, na katere seveda prostorsko načrtovanje in pa raba samega prostora lahko vplivata. Vendarle imamo danes tematsko usmerjeno delavnico. Ideja je v tem, da boste v nadaljevanju pa uporabili listke, ki se nahajajo spodaj pod samim posterjem, jih kliknete na njih, vzamete kurzor, zdaj bom jaz eno tako zadevo izvedel, da boste lažje videli. Jaz sem kliknil na listek, si ga prenesel gor v polje, kot vidite, malo sem si ga še povečal, ker že majčkeno slabo vidim, in bom napisal eno temo, ki jo je Matjaž že prej izpostavil, in sicer mobilnost, pa bom dodal, to mi ni všeč, ni dovolj trajnostna mobilnost. Evo, na ta način sem verjetno prikazal zelo plastično, kako pričakujem, da boste tudi vi sodelovali v naslednjih 10-15 minutah pri tej vaji. Seveda, ker nas je veliko, bi prosil, da se vsak od vas omeji morda na 2 listka, in ko boste listke pisali, da uporabite predvsem ključne besede, besedne zveze, zato da bo vas Matjažem, ko bo sortirala, lažje posortirala vaše listke. Zdaj pa predlagam, da si kar morda vzamemo 10 minut, da boste v miru lahko razmišljali o tem, kateri so tiste ključne tematike, ki bi se jih dalo naslavljati v okviru današnje delavnice in o katerih bi se bilo vredno pogovarjati, potem podrobneje, in to zapišete na listke.